2 plus 2 plus 3 je 7. Pa imamo seštevek numerološkega leta, več nam bo zaupala numerologinja Lili Sorom. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Ja. Sedmica. Sedmica se sliši, kot da si zadev na loto. Res je. Pa Mogoče bomo? bo tudi tak občutek, glede na to, da stopamo v veliko bolj čustveno umirjeno leto. Aleluja. No, to. Aleluja. V primerjavi z 2022, se pravi, stopamo v leto, ko bo končno spet lažje razmišljati, lažje trezneje se odločati, razumeti stvari. Veliko bo aha trenutkov, tako da to pogledno absolutno bomo zadeli na loteriji. Ker 2022 si na začetku napovedala, to bo mojstrsko leto. In vsi smo imeli občutek, ful Ja, ja. dober, to je za mojstre, nobenih preizkušenj in pa smo dobili to. A ne? Vredo. Ampak jaz ravno to vedno ponavljam. To, da dvigujemo sebe na nivo mojstrstva, ne pomeni, da bo zdaj kar nekdo prišel pa nam bo dal kolajno, ampak pravzaprav gre za pač neke višje vibracije, bolj zahtevne vibracije. In je vedno zanimivo, ko delamo recimo osebno analizo, ko nekdo najde, da ima mojstrsko število, vse to je super, pomeni, da je pač stara duša, da je že veliko se naučila, ampak v tem življenju pa absolutno so mojstrski izzivi popolnoma drugačni. Katerega mojstra pa poznamo, da se je rodil in potem je svet rekel, izvoli, se ti bomo kar priklonili. Vsi imajo neko težavno pot za seboj do te prepoznavnosti in spoštovanja integritete, kar pa pravzaprav je število 7. Kje in kako mi svojo integriteto upoštevamo in za čem stojimo. A ne? Čakaj, a ti zdaj govoriš, da 2023 je spet neko mojstrsko? Ne. Sicer ni mojstrsko, ampak vseeno pa dvigujemo zavest oziroma jo spreminjamo. In na preizkušnji lansko leto je bila ljubezen do sebe, odnos do mame, medsebojni odnosi, romantika, družina in tako naprej, odkot pa se bliga v rong. Letos je pa na preizkušnji resnica, integriteta, korektnost. Se pravi, če čisto po domače povem, zelo jasno se bo pokazalo, kdo bi svojo mamo prodal, zato da bi imel neko korist, in kdo kljub temu, da bo pač pot, ki vodi po kamenju, čereh, izzivov, čeprav je, se pravi, korektna in polna integritete, mogoče bomo tudi malo težje govorili. Torej, izkazalo se bo, kdo je tisti, ki je res v svojem stebru, v svoji resnici in kdo ne bo šel čez meje tega, kar je za njega prav. Se pravi, pokazalo se bo, kdo je prijazen in na videz dobrohoten samo iz svoje preračunljivosti in kdo to v resnici je. To se bo sicer kazalo šele proti drugi polovici leta, predvsem pa bodo izzivi s tem povezani. Se pravi, življenje ne bo najbolj enostavno, življenje nas bo pritiskalo na tiste knofe, kjer ve, da bi mi morda pa vseeno imeli svojo ceno. Slovenija, gledam zdaj, tole si mi dodala v moj vodnik 2023. Slovenija pa vstopa v osebno numerološko leto pod vplivom števila 2. Tako je. Kaj pa to za Slovenijo pomeni? Lansko leto je bila enka, se pravi veliko novega, veliko večji vpliv mladih, veliko več nekih novih poti, ampak dokaj razpršenih poti. Dvojka pa zdaj pomeni povezovanje, kar pomeni, da mogoče se bodo tudi določeni dialogi, ki sicer prej niso obstajali, med levo, desno, črno, belo, zeleno, vijolično, dnevom in nočjo se pričel odvijati v sami Sloveniji. Se pravi, več bo mogoče razumevanja med seboj. Zelo fajn bi bilo, če bi bili mogoče malo manj nevoščljivi, kot pravijo, da bi najraje videli, da sosedo krava umre, se pravi tega povezovanja med nami, med sebojno drugačnimi Pa to je osebami. super. Ampak če pogledaš je, a ne, recimo 2022, leto 1, popolnoma nov obraz dejansko na politični sceni, nov predsednik, Tako. In če pogledaš še tvoj vodnik za lansko leto, točno to noter piše. Nove stvari, nove poti, presenečenja, prelomnice, drugačna, sveža energija. Ni nujno boljša, a ne? Ampak definitivno smo pa zreli za nekaj novega in drugačnega. Povezovanje torej za Tako, Slovenijo. tako. No, zanimivo, me zanima, kaj vse bo to prineslo. Prineslo za seboj, ja. Leto 2023, zdaj, za koga bo to, ker ti gledaš potem tudi po svojem datumu, torej svoj datum sešteješ, vse števila datuma, brez letnice, a ne? In potem prišteješ 2023. Eno je naše osebno število, to je se pravi, tako kot ti si to lepo v oddaji povedala, natalna karta, ampak za leto. Se pravi, eno je naše osebno število, ki je seštevek celotnega rojstnega datuma. Tisti, ki imajo 4 pa 7, bo naslednje leto za njih lažje, ker ne bo tako čustveno obremenilno. Če pa gledamo osebno leto, je pa dan plus mesec
plus letnica, ki nas zanima, se pravi dan plus mesec plus 7. Se pravi, 3.10.1950 si rojen in šteješ 3.10.2023. Torej, Tako je. 2023 je 7, Sedem. pa 3, pa 1 je potem 8, 9, 10, 11 je torej 2. Se pravi, ponovno, povezovanje, sodelovanje, notranji dvogovor, kako se ta oseba sama s seboj pogovarja, kaj sama sebi govori, bo pa malo bolj počasno leto kot lansko leto za tiste, ki grejo v dvojko. Počasno leto. Imeli bodo občutek, da je od drugih odvisno, kdaj, kje, kako se bodo stvari odvijale in tako naprej. Zelo prisoten vpliv okolice, za razliko od tega, da v letu 2022 je bilo verjetno občutek, da so mogli biti vse sami, da so mogli oni delati prvi korak, neko inicijativo pokazati in tako naprej. Na političnih odrih, kakor si rekla, povezovanje, pa vse te Na političnih zadeve. odrih bo zanimivo leto vse posod. Sedem, kaj je resnica, je korektnost, kje pa je največ korupcije, kje pa je največ skrivnosti in tako naprej. Tako da vsi ti sistemi, ki so se pričeli rušiti tam 2021, 2022, bodo nek svoj pravi obraz pokazali letos. Verjetno ravno najbolj zdravstveni in izobraževalni sistem potrebujeta neke nove smernice. Lahko pričakujemo kaj takega, gledano iz prizme numerologije? To se je pričakovalo, že razpad sistema se je pričakoval 2021, ko je počepnil zdravstveni sistem, ko se je moglo izobraževanje na neko čisto novo platformo postaviti, ko je vse več postalo dostopno preko mreže, kar sicer število 5 kot seštevek 2021 namiguje. Se pravi, ko govorimo zdaj o postavljanju nečesa novega, naj bi 2022 v mojstrskem letu te stvari dokončno pričele razpadati ali vsaj pokazati, da ne delujejo več. Sem zraven zdaj vprašal od politike do zdravstva, izobraževanja, bančnih sistemov in tako naprej. Evo, krasno, v mesecu decembru naj vam omenim, imate tudi posebno darilo, ki smo ga pripravili za vas, usklajeno z vibracijami in to je zlata želvica za v denarnico, do katere seveda lahko pridete povsem brezplačno. To je zaščitnik družinske sreče. Tako da na klepet.kavi.si lahko pogledate, takole zgleda, lahko tudi pokličete na 026200 in vam bodo povedali, sicer pa kar nekaj jih je in čakajo na vas, torej zlate želvice, da imamo enega takega zaščitnika. Lili Sorom, katero področje pa je tisto, kjer bo najbolj transformativno? Na katerem nivoju se bo mogoče najbolj dogajalo? Zdaj recimo 2022 smo videli čustva. Čustvo pa ženstvena energija. Če pogledamo, kaj vse se je samo v Iranu dogajalo, je jasno, da pač ženska še vedno nima enakopravnega mesta, kaj šele spoštovanje, ljubezni in tako naprej. Z eno besedo, leto 2023, katera bi bila? Zavest. Absolutno kolektivna zavest. Pravzaprav stopamo v energijo, ki je zelo podobna času, ko se je odpravljalo sužnje lastništvo. Ko se je pravzaprav zavest človeštva dvignila, ker je zelo dvomim, da so se sužnje lastniki zjutraj zbudili in rekli, krasno, ti ljudje morajo biti zdaj svobodni, to bo zagotovo zame dobro. Ampak govorimo o tem, da se celotna zavest, miselnost, nek nivo spremenil. Zdaj si iskreno upam, da bo šel gor. Da bo šel gor? A to pomeni, da lahko je tudi dol? Absolutno, saj imamo svobodno voljo. Tukaj je ta keč, ko si rečejo, kdaj bo mir. Daleč najbolj vprašano vprašanje, ki ga imam jaz v intervjujih od 2020 je, kdaj bo mir. Takrat, ko bomo ga znali sami pričarati, nažalost. Ampak a vidiš v letu 2023 tudi kakšne vojne pa take zadeve? Veliko bo uravnovešanja in pravičnosti. Tako da jaz mislim, da veliko bo tudi mogoče same zavesti, da vojna ni potrebna. Da tudi če gledamo na osebnih odnosih, da ni potreben prepir, da si nekaj povemo. Da ni potrebno, da se stvari zaostrujajo za to, da pač končno izdavimo. Torej leto 2022 čustva, leto 2023 zavest. Zavest, duhovnost, osebna rast. 2024? Gremo pa v osemko, takrat pa potem ful hitreje manifestiramo, uravnovešamo duhovno in vse to, kar smo se do zdaj učili. Tako da ja. Če sta hujš, smo mim. Upajmo. Zdaj bom tako rekla, odvisno, katere resnice se bodo razkrivale. Za marsikoga bo to tudi resnica, da je veliko vreden. Marsikdo ima občutek pomanjkanja, je odraščal z občutki krivde. Se vsi tisti, ki bodo pa v letu 7
te stvari presegli, za njih bo leto 2024 fenomenalno. To, odlično. Evo, še kakšna druga napoved, najdete jo na klepetobkavi.si, poglejte tudi, kakšne predloge za pametna obdarovanja smo vam pripravili, kar nekaj teh lahko ustvarite tudi sami, najdete na klepetobkavi.si, zraven pa tudi mi imamo za vas darila in različne paketke, s katerimi boste lahko obdarili sebe, nekaj za svojo dušo in seveda tudi za druge.